obiskovalci, lepo pozdravljeni na današnjem druženju z našo dragoceno in priljubljeno pesnico Miljano Cunta. Lepo pozdravljeni v imenu Kulturno-umetniškega društva Šempeter in JSKD, območne izpostave Nova Gorica. Skupaj namreč organiziramo naša druženja, ki se imenujejo Obesedovanja. No, današnji večer, kot sem rekla, je še posebej pomemben, ker gostimo našo nekdanjo sokrajanko in tudi letošnjo dobitnico nagrade Prešernovega sklada. Tako da hvala, ker se je odzvala našemu vabilu. Zdaj bi pa prosila, da se nam pridruži tudi še ena dragocena gostja, to je gospa Ignacija Frideljarc, urednica in tajnica Slovenske matice, in ji dajem besedo. Spoštovani cenjeni gospod župan, spoštovana draga pesnica Miljana Cunta, spoštovani predstavniki organizatorjev in seveda vsi, ki ste se danes tako številčno zbrali tukaj v tej dvorani. Tudi nam na Slovenski matici, čeprav imamo že 160 let, ki jih letos slavimo, vedno znova zaigra srce, kadar stopimo v prostore in kraje, odkoder so avtorji doma. Še prav posebej drago in dragoceno nam je to danes, ko smo tukaj z Miljano Cunta, ki je ne nazadnje nekaj časa tudi delovala na Slovenski matici. Še prav posebej drago in dragoceno pa tudi zato, ker so besede, ki so nam posebej drage, so knjige, ki so nam dragocene in so ljudje, ki so nam zelo dragoceni. Dragoceni zelo zaradi tega, ker znajo namesto svojo roko pisati svojim srcem. In ena takih dragocenih, dragih ljudi je Miljana. Prav zato, ker se zavedamo, kako zelo redki so taki avtorji in taki pisatelji, ki svoje misli, ki jih zapišejo, znajo tudi živeti. Sem bila tako zelo vesela, ko je Miljana Cunta rekla da bo izdala svojo knjigo, zbirko pesmi. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo v naši pesniški zbirki Mozaiki. Ta pesniška zbirka je zelo mlada, čeprav ima Slovenska matica najstarejše zbirke, knjižne zbirke na Slovenskem, pa svoje pesniške zbirke ni imela vse do leta 2018. Takrat smo se odločili, da v duhu Strniševih mozaikov tudi mi sami ustvarimo zbirko Mozaiki. Zakaj pesnik je pravzaprav tisti, ki skupaj lepi drobce sveta, da bi ustvaril nov, lepši svet. Svet lepote in tudi svet pesniške resnice. Zato ta zbirka nosi naziv Mozaiki in že s prvim zvezkom Braneta Senegačnika smo takrat prejeli nagrado Prešernovega sklada. In ko je Miljana prinesla v rokopis svoje zbirke, sem vedela, da bo to naslednja nagrada Prešernovega sklada. Pesniška zbirka, nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, pravzaprav govori tu o vas, o vašem prostoru. Zakaj? Tu so Miljanine korenine in od tu je izšla, a nikakor, kot lahko danes beremo v tej pesniški zbirki in v njeni imenitni pesniški govorici, ona ni zašla. Odšla je morda v druge prostore in druge kraje. Ampak ta prostor je za zmeraj ostal v njej, navdihoval jo je, tako so krajani, tako njeni najdražji in najbližji sorodniki. In prav iz tega prostora in iz teh ljudi je zrasla ta pesniška zbirka. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. In zato je tako topel in lep občutek,
da smo se tudi fizično vrnili sem. Miljana v eni od svojih pesmi zapiše: tako radi bi verjeli, da rastejo samo otroci v zelenem kadru sredi visokega poletja. Ta njena vera v lepoto je pričujoča vsak trenutek. Tudi ko piše o žalostnih temah, o izgubi svojih najdražjih in svojih najbližjih. In zakaj pisati o tej izgubi tako zelo pomembno? Zato, ker s tem priklicuje nazaj v naša življenja spomin. In kaj je spomin pravzaprav drugega kot pogovor s samim seboj? Tisti pogovor o tem, kdo smo in odkot izviramo. Miljana je tako na nek način zvesta popotnica pesništva in tudi modrosti od antike dalje. Zakaj? Tam je bilo zapisano, da človek nikoli ne sme zapasti v pozabo. In če to delaš, torej ohranjaš spomin na pesniški način, je to najlepša oblika življenja in bivanja. In verjamem, da bo take lepe oblike z nami delila Miljana še pogosto. Hvala lepa vsem organizatorjem za povabilo. Lep večer vam želim. Spoštovani, lep večer tudi z moje strani in dobrodošli na druženje s poezijo. Odlično poezijo. Dovolite mi, da najprej lepo pozdravim našo osrednjo gostjo, Miljano Cunta. Miljana, hvala, ker ste danes z nami in tako dobrodošla doma, tako rekoč. V prvi vrsti, Miljana, draga publika, par avtobiografskih dejstev, mimo katerih ne moremo. Upam, da me dobro slišite tudi v zadnjih vrstah. Ne. Bomo šli na ta način. Kaj pa sedaj? Je v redu. Odlično. Miljana je študirala primerjalno književnost in angleščino. Poznamo pa jo predvsem kot literarno ustvarjalko, prevajalko, urednico in organizatorko na področju kulture. Njeno biografijo krasijo 4 krasne pesniške zbirke z naslovi Zapol neba, Pesmi dneva, Svetloba od zunaj, zadnja, izdana leta 2023, pa nosi zelo pomenljiv naslov Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Za svojo poezijo je prejela več nominacij in nagrad. Veronikino in Jenkovo nagrado. Naj prav ob Jenkovi nagradi povem, da je bila nominirana že leta 2010, v letu 2024, ta novica je čisto sveža, pa je ponovno nominirana za Jenkovo nagrado. Seveda prav s pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Naj povemo še to, da je dobila naziv vitezinja poezije in prvo nagrado na natečaju Mladike. Za pesniško zbirko, kot je bilo danes že omenjeno, Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, pa je seveda dobila nagrado Prešernovega sklada. Njena poezija, njen pesniški prvenec je bil preveden v italijanščino, posamezne pesmi, pa tudi v angleščino, francoščino, hrvaščino in makedonščino. Miljana je pa smo na samem začetku že izvala. Kakšno dejstvo iz vaše biografije, ki ga nisem navedla, pa bi ga mogoče danes tukaj delili z nami? Teh dejstev, ki jih niste navedla, najbolj ne bi delila z nikomer. Ko človek posluša svojo biografijo in čudovite besede v uvodu, je hvaležen, da je vsak zunaj videti življenje kot nekaj zelo organiziranega, lepega, polnega dosežkov, kajti ko stojiš sredi te magme ustvarjalnosti, je predvsem veliko kaosa.
veliko težkih trenutkov, veliko stran poti, enih takih postopkov na mestu, veliko zadev, ki niso najbolj fotogenične, privlačne in lepe, in s katerimi moraš živeti tudi tvoji najbližji, tako da za povrh dobiš občutek krive, ker vlačiš v to magmo še ljudi, ki jih imaš zelo rad. Eno biografsko dejstvo, ki me je najbolj zaznamovalo, je, da sem odraščala v Šempetru pri Gorici. To je in deloma v Vipavi, ker mislim, da je ta kraj svojo energijo in ljudje, s katerimi sem živela svojo energijo, so inicirali ta moj pravzaprav pesniško-ustvarjalni svet. Pravijo, da nekako živiš, oziroma da če moraš pisati, pišeš. Rilke je rekel, če moraš pisati, to je edini pogoj, da pišeš. Ampak jaz pa mislim, da tudi okoliščine so tiste, ki lahko zadevo zavirajo ali jo omogočijo. In zato vztrajam, v vsaki moji biografiji piše, da sem živela, da sem se rodila in živela tu in da sem ustvarjala potem kasneje v Ljubljani. Dotaknili smo se izjemne povezanosti oziroma tudi navezanosti nazadnje na domači kraj. To se definitivno čuti tudi v sami poeziji in bere. Zanima me pa sam občutek doma. A je Šempeter še ali pa morda z leti še bolj tisti kraj, kjer se počutite doma? Ja, vedno se mi reče možu, da greva pa domov. Ja, pač to je tisti najbolj spontan, rudimentaren odziv človeka na kraje, kjer se odrašča. Tako da jaz v svoji glavi še vedno prihajam domov, ko pridem na počitnice ali pa na obisk v Šempeter. Ampak z leti ugotavljam, da je ta želja oziroma to hrepenenje po domu, da ni samo želja po vrnitvi v konkretni prostor, ampak je tudi želja, ki jo imajo mogoče malo bolj izraženo ustvarjalci, želja po vrnitvi v tisto prvobitno občutje, ki je predvsem občutje nekega brezčasja, ki ga doživljaš kot otrok. Tako da dom, ko rečem dom, pomislim tudi na to, pomislim na tisto zavest, ki jo ima otrok, ko še vidi celoto sveta, ko vidi totaliteto sveta, ko intuitivno zaznava vsemi čuti in vidi nekaj, kar potem v odraslosti izgublja in mora ponovno na drugačen način, po drugačnih poteh obujati. Tako da ta misel, ki jo je izrekel in zapisal meni zelo ljubinski psiholog Erich Neumann, on je pisal prav o ustvarjalnosti, o ustvarjalnem človeku in on pravi, da ustvarjalni človek nikoli zares ne pretrga svoje vezi z domačim krajem, da celo to reče, da se nikoli zares ne socializira, da ostane neka vez, ki jo potem v jeziku umetnosti na tako drugačen način obuja. Tako da Šempeter je zame to, kar je obstoječi kraj, kjer se dobro počutim, ampak je tudi prostor za mrznem zavesti, kamor se vsakeč znova vračam, ko pišem. In če smo se že dotaknili samega akta pisanja, kje in kako nastaja vaša poezija, kaj vas navdihuje? In ali menite, da pesniki res ne poznajo širše slike, kot izpoveduje lirski subjekt v eni od pesmi, in sicer bolj konkretno v pesmi Prigodnica? Je pesnjenje del vas, morda celo nad vami, se vam zdi včasih, da piše nekdo drug namesto vas? Ja, zdaj imamo žal samo 1 uro časa in še veliko vprašanj. Nemogoče predvideti, kaj bo človeka navdahnilo. Vse pri meni je tako, pesem je vedno presenečenje. Če pogledam nazaj, recimo na teh 20 let ustvarjanja in pisanja, pa razberem recimo neko dinamiko, neke teme, ki so bolj navzoče. Zdaj, če zelo na hitro pogledam te svoje 4 pesniške zbirke, vidim, da je to, kar me najbolj navdihuje,
stvar človeške zavesti in odnosov med ljudmi. Vse, kar je človeškega, na nek način, kot pač pravi znamenitelj, vse, kar je človeškega, mi ni tuje. Dinamika približevanja, oddaljevanja, odhajanja, vračanja, cel spekter čustev, ki jih je na papirju, oziroma koliko jih pozna psihologija, zelo malo v resnici, ne? Čustev in občutje v človeku neskončno več. Zanimivo je, kako tudi neki jeziki poznajo veliko več besed za določen fenomen, ki je pri njih bolj navzoč. In poezija je zame prostor, pravzaprav besedovanja čustev, ki jih še ne poznamo, ki jih še nismo poimenovali, ki jih čutimo, doživljamo, ampak nima še imena. Tako da to je ena taka prevladujoča linija razmišljanja, druga pa je umetnost sama. Branje ali pa ne vem, glasba recimo je najbolj neposredna od umetniške zvrsti. Tudi podobe, slike, to me popelje tja, odkoder je ustvarjalec, glasbenik, slikar slikal. In če se to nekje poveže z mojim notranjim občutjem, se ponavadi nekaj zgodi. Se vam zdi, da je sodobnost v vsej svoji schizofreničnosti, v neizmerno hitrem tempu življenja, bolj naklonjena poeziji ali prozi? Morda ali je sploh naklonjena literaturi? Kako vi kot ustvarjalka na to gledate? Ja, zdaj nisem sociologinja, da bi imela pravo besedišče za to, tako da govorim res o svojih občutjih. In moja občutja so taka, da so zadeve recimo v zadnjih 20 letih zelo spremenile. V 20 letih se je zgodilo toliko, koliko si predstavljam, da se zgodi mogoče v 100 letih v nekem normalnem razvoju. In zgodilo se je, da smo šli usmerjene zelo velike, kako bi rekla, pozunanjanje pravzaprav, ne? Se pravi, tip človeka, ki danes vlada, ki danes je cenjen, ki je spoštovan, je ekstrovertni tip človeka, ne? Se pravi, človek, ki funkcionira dobro v nekih družbenih situacijah. Na srečo imamo veliko voditeljev, ki so tudi drugačni in moja želja je, da bi bilo tudi veliko več, ki znajo z nekim znanjem, s nekim poglobljenim mišljenjem, ki imajo širino misli, ki znajo govoriti, ki berejo in ki so sposobni predvsem dialoga sami s seboj nadvladal oziroma prevladal v nekem trenutku. Ampak recimo ta trend ni naklonjen, bom rekla, vsemu, kar zahteva literatura. To pomeni, literatura pravi čas. To je počasna dejavnost, je relativno, bom rekla, veliko moraš vložiti, da dobiš neko zadoščenje, recimo 300 strani prebrati, je drugače kot pogledati enkratek filmček na TikToku ali pa kjerkoli. Ampak moraš pa točno vseh 300 strani prebrati, da se ti celota tega teksta razodene pri dolgih, kompleksnih romanih. Koncentracija šibkejša, ugotavljajo bralna pismenost, upada, sposobnost tako imenovanega globokega branja kompleksnejših stvari je vse šibkejša. Predvsem pa smo, to kar opažam, recimo živimo v dobi terapevtov, veliko je iskanja pomoči za stiske in teh stisk je veliko več pri drugem človeku. Moj občutek, na nek način moja izkušnja je, da so v človeku vendarle vedno prisotne neke zdravilne energije, nekaj, kar pomaga, da se vzpostavi ponovno ravnotežje, če se to ravnotežje v nekem trenutku življenja izgubi. In literatura, ki nastaja iz takega vzgiba, iz zavesti o celoti sveta, iz nekega tudi etičnega vzgiba, ki ima vse te funkcije, za katere vemo, da jih ima literatura, spoznavno, etično in estetsko, nudi neke vrste zadovoljstvo, zadoščenje, neko podobo, ravnotežja, lepote, ki mislim, da blagodejno vpliva na dušo, na človeka in da lahko, čeprav ne direktno,
lahko posredno pomaga pri boljšem življenju pravzaprav. S tem vidom. Aha, zdaj pa nisem odgovorila vprašanje. Zato je ta čas namenjen kratkim tekstom, po mojem mnenju. Veliko je autofikcije, ljudje želijo izpovedati na čim bolj neposreden način. Potreba potem, da bi bili slišani, videni, da bi se hitro nekaj zgodilo, da bi hitro dobili potrditev tega, da smo v redu. Tako da malo se ta kompleksnost literature plošči, ker to bralci iščejo. Ali s tem vidom, da je poezija nenazadnje lahko tudi, če malce pretenciozno označim njeno moč, ima neke zdravilne lastnosti, tudi pišete, jo tudi berete veliko ali raje posegate po prozi osebno? Trudim se čim več brati poezijo, tudi tako, ki mi ni najbližje, da razmislim, kaj mi je potem blizu, se pravi, zakaj mi nekaj ni blizu, ker s tem, ko formuliram te odgovore, se bolj jasno začrta moja osebna preferenca in potem tudi moja ustvarjalna pot. Je pa tako, da trudim se brati predvsem stvari, ki me hranijo. Tako da tukaj sem imela srečo in zaradi tudi prijateljskih krogov, poklicnih krogov, da sem dobivala vedno zelo dobre namige za branje, za prevajanje, za urejanje knjig, del, avtoric in avtorjev, ki bi sicer ne spoznala. Tako da včasih rečem, da ustvarjam nek svoj paralelni kanon, ki je zunaj tega, kar so nas učili na preverjalni književnosti. In je tak moj privatni kanon, včasih rečem živi ščit, imen, pesmi, katerim se vračam v trenutkih, takih in drugačnih trenutkih v življenju. No, tudi v tistih trenutkih, ko pomislim, ali ima pisanje smisel. In se potem spomnim na kakšno pesem iz teh knjig, ki mi je v nekem trenutku dala veliko, ki me je včasih celo spravila na noge in dobim potem nekako tisto vero v poezijo. Je pa tako, da čas odmeren poeziji mora biti drugačen kot takega mereno prozi, čeprav tudi znotraj proze so stvari zelo raznolike. Recimo, Faulkner je tak avtor, ameriški romanopisec, ki ga moraš brati 100% spočiti in pozorno, ker se ti dejansko šele po zaključku romana sestavi cela zgodba v nekem časovno-prostorskem kontekstu. Poleti sem ponovno vzela v roke Mišo Selimoviča, Derviš in smrt. To so zelo, zelo intenzivne knjige, ki se že primerjajo s poezijo. Tako da težko rečem poezija proza, ker je tudi poezija zelo prozna, proza zelo pesniška. Tako da, ja, poskušam, trudim se oboje, če pa je nekaj čutim zelo negativno, že s prve strani, pa da nima te kompleksnosti literarnega dela, sem se pa tudi naučila, da odneham, ker je čas dragocena dobrina. Bi morda lahko izpostavili eno pesnico, slovensko pesnico, ki vam je napisala ljuba. Temu smo izognili. Res jih je veliko in težko bi eno izmed teh izpostavila. Res bi težko. Če vas izzivam, samo malo Ja, no, želela sem vprašati, če so vam ljubše tisti iz prejšnjih časov ali sodobnice. Dejansko se jezik spreminja in potreba po drugačnem jeziku narekuje čas. Tako da, čeprav so mi mogoče po nekih življenjskih usodah in po temah, tudi blizu, recimo Aduška, lahko omenim. Tudi pesnice prejšnjih obdobij, ki so pisale mogoče malo bolj pravilnih pesniških oblikah, zaprtih formah. Se včasih sprašujem, kako bi če bi pisali zdaj.
ne, kako bi spreminjali ta jezik. Mislim, da do določene mere ja, ker vendarle želiš biti slišan v svojem času in kraju. Tako da iz različnih vzgibov berem različne stvari. Recimo starejše tekste zahtevajo več bom rekla, poglabljanja, tudi poznavanja konteksta, gre za bolj hermeneutično branje. Pri sodobnih je pa tudi že stvar nekega navdiha, ne, ko vidiš, ne vem, kako je nekomu uspelo nekaj, kar si ti želel, pa ti nekako ni in poiščeš mogoče potem neko drugo pot do tega cilja. Tako da vedno v nekem dialogu s teksti. Nazadnje je v teh prostorih z vami potekal pogovor leta 2019 in sicer ob izdaji prve pesniške zbirke. Tretje? No, se opravičujem. Torej, tretje pesniške zbirke, odtlej je preteklo nekaj stihov. Prej smo mogoče že malce omenjali, kako se poezija skladno seveda s pesnikom, z njegovim doživljanjem, s časom spreminja. Kaj bi recimo rekli glede svoje poezije? Kako se je od tistega trenutka do danes spremenila, če se je? Ja, najprej moram povedati, da sem neizmerno hvaležna povabilom vsakim izidu pesniške zbirke v Koroninijev dvorec vsako leto in ganjena sem, ko je danes zmanjkalo stolu. Moram reči, da sem ta človeku, ki bi še poezija ne zgodi prav pogosto. Je pa še to pa moram povedati, da je prva predstavitev te knjige že bila v Šentvetru in sicer med bralci se povezujejo pod imenom Bralci s placa, to je knjižni klub v knjižnici in to druženje je bil zame zaključek procesa napisanja te knjige. Ker sem res, tako kot je Ignacija prej povedala, to je knjiga, ki je zrasla v teh krajih in se je zdaj vrnila v te kraje. In ko sem doživela takrat tisti sprejem in zdaj tega, je človek neskončno hvaležen, ker se tako zaključi se en krog. In takrat me je presenetilo tudi to, da so res bralci s placa prišli zelo pripravljeni zapiski in smo imeli res čudovit pogovor o teh odzivih pravzaprav na prebrano poezijo. Tako da tisto pa to zdaj je zame res nekaj zelo dragocenega. Ko razmišljam kot zunaj, kaj se je zgodilo od prejšnje knjige do te knjige, se pravi, gledam to pot, to je čisto drug pogled na ustvarjalnost. Sama ne vidim sprememb, ker vedno pišem iz istega vzgiba. Ta vzgib je pač, jaz rečem, še vedno navdih, čeprav je danes že skoraj bogokletno govoriti o navdihu, ampak se pravi nekaj, kar človeka presune, se pravi, to je kot, jaz doživljam to kot da bi nek magnet se nekje pojavil in me so silo vlekel k sebi. Tako ena pesem me so silo vleče k sebi, dokler ne izpovem. In ta dinamika magneta je vedno ista, od prve pesme naprej. Preprosto ena nezadržna nuja, dokler ta pesem ne nastane. In če ni te nuje, tudi nobene pesmi ni bilo. Res se je pa spremenil ta proces pisanja, ki je bil izredno lep, recimo, prav po tej knjigi. Moje osebne življenjske okoliščine so bile take, da sem se lahko knjigi posvetila tako kot nobeni dotlej. Namreč želela sem si enkrat v življenju izkusiti pisanje pesmi kot nek izključno radosten trenutek, kot nekaj, za kar imam čas. Toliko časa, koliko ga pesem potrebuje in to se me s to pesmijo uresničilo. Pri prejšnjih je bilo pisanje vedno stvar ukradenega časa, ponavadi takrat, ko je bilo v glavi že preveč vtisov od dneva in odnosov in vsega, da bi se lahko res osredotočil, skoncentriral. Tako da razlika v tem kontekstu pisanja je bila. In če še mogoče malo tako se dam v vlogo premišljevalca lastnega dela, kar sicer ne maram početi, ampak
čutim, da sem uspela vseeno v tej knjigi vzpostaviti neko ravnotežje med nekimi zelo konkretnimi zadevami in eno nadčasovno razsežnostjo, med zelo osebno intimnim in skupnim in to nekako najti neko formo, ki to drži skupaj. Tako da moj občutek je bil dober. In ko je Ignacija po koncu pisanja te knjige me povabila, je pa sploh potem sem še stekla do konca. Preden zajadrava konkretnim pesmim, bi se dotaknila nekoliko še naslova, ki je zelo pomenljiv. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, to so verzije ene od pesmi, zakaj ravno tak naslov. A govori ta pesniška zbirka tudi o ponovnem vračanju k sebi, o ponovnem vračanju na pravo pot, zakaj imamo to vračanje? Ja, vsaka pesem se rodi v človekovi notranjosti in tam se generirajo ti globoki simboli psihe, ki jih človek prepozna kot močne, kot formativne in potem pridejo na papir. Ko se od zunaj pogleda, potem obstaja veliko interpretacij. Ta naslov je bil deležen veliko številnih interpretacij. Zgodilo se je celo to, da je en urednik na radiju nekoč zavrnil, ne vem, naslov mojega pogovora je bil drugačen in meni tisti naslov ni bil blizu. In sem prosila urednico, če lahko dan za naslov, kar naslov moje pesniške zbirke, in so rekli, da je preveč političen. Da propagira zdajšnjo vlado in tako ne. In sem zagotavljala, da res nisem imela tega v mislih, ampak se je dalo. Velikokrat so nas spraševali, kdaj smo zašli, kam se vračamo. Postavil me je v strašno nelagodne situacije ta naslov. Ko se je pa porodila ta ideja, je bilo pa to res moje intimno spoznanje, da je vrnitev nujna in možna. Vrnitev sem takrat si predstavljala kot eno vrnitev k sebi in ta vrnitev k sebi je potem kar zaraščala in se izraščala v cel kup enih stvari, v pomiritev z nekimi odločitvami, ki sem jih sprejela v življenju, v vrnitev neke spomine, ki so tam bili še neraziskani, v neke boleče rane. In tukaj se potem zadeva nekako lepo staknjeno v pesmi Izgubljeni sin tudi z biblično temo odpuščanja, se pravi te druge možnosti, kar da to vračanje v kontekst nenehnega vračanja, ne? Kot je že Nietzsche vedel, da se nenehno vračamo, da tukaj to ni enosmerne poti, pač pa da se to ves čas dogaja. Se mi zdi, da tukaj se potem tam jedna fizična razsežnost knjige odprla, ker realno se stvari nenehno spreminjajo, ne? Kot nam že fizika in astrofizika ves čas dokazuje. Človeška zavest je pa specifično v tem, da kar nenehno zamrzuje stvari, ne? In se ne more sprijazniti ne s smrtjo, ne z minevanjem, z ničemer. Ta naboj realnosti in človeške zavesti je pa tisto, kar se je potem na koncu izkazalo, da je najbolj inspirativno pravzaprav, ne? Tudi za umetnost kot tako. Ne? Človek je vedno nekje vmes med dejstvom, med stvarnostjo, ampak kot človek, edino bitje, ki pa čez možno potovanje v času, spominjanja, vizij in tako naprej, se nekako ne sprijazni s tem gibanjem. Tako da na nek način je naslov potrditev tega, te dinamike obstoja in hkrati, po mojem mnenju, je bilo tokrat izpostavljen, kar nakazuje tudi neko upanje, ki ga pa danes potrebujemo, ne, da se lahko vrnemo vsak hip. In to je bila ena taka moja intimno občutje, spoznanje, ki je bilo zame zelo katarzično, ko se mi je nekaj porodilo. In še nekaj sem hotela povedati, ker sem pozabila. Upanje zaznamuje, vsaj tako sem sama zbirko brala in to je bil gotovo ena taka vezna nit, torej upanje. Kljub temu, da se dotikate tem, kot so smrt, minljivost,
sem sama videla tudi v tem, da ste pesniško zbirko izdali v času in v nakladu 300 izvodov 3-krat ponatisnjena, nagrajena, ko se prostor in finančni bazen za poezijo tako izrazito krčita. Zato tudi z tega vidika vidim eno veliko upanje. In tudi z tega vidika ena velika prinašalka upanja, če lahko tako rečem. Ja, jaz to vidim bolj kot norost, ampak tudi norost je neka oblika upanja. Ne? Ja, zahvaljujoč Slovenski matici in zbirki Mozaiki je ta knjiga pač išla, bila bi res ponatisnjena, za kar sem posebej hvaležna, ker si predvsem želim, da bi te pesmi ljudje brali. Mogoče za prejšnje knjige niti nisem imela te želje in potrebe. Se mi zdi, da je bilo bolj pomembno, da so recenzenti tam videli stvari. Zdaj je pa to, da se ljudje odzivajo na pesmi neposredno na dogodkih ali preko maila ali pa tako, mi pomeni neprimerno več. Ampak to je stvar vedno neke potrebe. No? Jaz se ne domišljam, da bo vedno tako, ampak če ne bo te želje v meni, potem je zelo težko, kako bi rekel, ustvariti umetne pogoje, no? Za pisanje in sploh obstati v tem poklicanosti, kakorkoli. Bi mogoče še kakšno besedo rekli glede same forme. Meni so zelo ostale v spominu besede Veronike Šoster, ki je napisala spremno besedo in sicer označila je zbirko za nadčasovno. Pravi, da jo zaznamuje prepišno prehajanje, iskanje novega sveta, novih neslutenih možnosti. Nadčasovnost se seveda kaže v motivno-tematski zasnovi pesmi, ampak pravzaprav tudi oblika vaših pesmi je, bom rekla, taka fluidna. Kako se vi najdete v neki formi, če govorimo o nekih klasičnih formah ali v neki preprostejši obliki pesmi? Ja, vprašanje oblike je zelo pomembno vprašanje za ustvarjalca in tudi eno najpomembnejše vprašanje. Denise Verto, ena od pesnic, ki mi je zelo blizu, pravi, da je odkritje oblike radost. Pravzaprav obliko odkriješ in je to radost. Ona se nanaša na pesnika drugega, ki mi je zelo všeč, to je viktorijanski pesnik Gerald Manley Hopkins, ki bi o njem rada dolgo govorila, ker je res izjemen bil kot človek in kot ustvarjalec, ki mimogrede ni objavil nobene pesmi za časa življenja, ker so mu govorili, da so vse preveč zahtevne, je pa danes v vseh antologijah angleške in evropske lirike. On je pa, njegova misel je bila blizu, on se pa še nazaj naslanja na Dansa Scotta, to je srednjeveški filozof. Skratka, bistvo je to, da oblika ni naključna, da ti ne moreš reči, da bom pa imel neko idejo, ali bi zdaj to v sonetu, ali bi zdaj v prostem verzu, ali bi to v črticah, ampak oblika je nujna in oblika je že v tej misli. Zdaj, najti to obliko je pa naloga umetnika. Žal je danes veliko prehitrih odločitev tudi glede oblike ali nekih hitrih iznajdb, ampak pesem, kakršnakoli umetnost lahko zaživi samo znotraj svoje sebi lastne forme, ki deluje povsem naravno, če je prava. Zdaj, recimo, Hopkins je bil tak svečenik poezije, in je celo to izrekel, da če nekaj dovolj dolgo pozorno opazuješ, začne opazovati tebe nazaj. In on je res tako dolgo kontempliral, ker je bil tudi teolog in je res svečal se samo iskanju forme, celo življenje in je potem tudi izumil, nov ritem izumil, poskočni ritem, ki je izum in tudi opisal ga z besedami, ki so danes v slovarju angleškega jezika samo njegove rade. To so njegovi neologizmi. Skratka, posvečal se kontemplativno, ljubeče, se je posvečal, ali predmetu, ali čustvu, ali sporoženju, temu, o čemer je pisal, tako dolgo, da je to formo prepoznal.
To bi lahko na dolgo in široko razpletali, ali se forma zgodi prej ali kasneje, ali tekom pisanja. Na dolgo in široko, ampak skratka, ta ključna misel se mi je pa všeč in je bila to na nek način vodilo pri mojem pisanju. Sem te pesmi dolgo nosila v sebi, za razliko od prejšnjih knjig, ko so nekako nastale bolj na papirju, preden sem jih prijela na papir. In ta proces je bil proces iskanja forme. Jaz sem fizično začutila ritem vsake od teh pesmi in ko je bilo to v moji glavi sestavljeno kot celota, se je izpisala pesem, ki je bila precej blizu temu, kar je potem končna podoba v knjigi. To je tudi razlika, recimo, če ima človek čas, da se posveti ali ne. Glede prostega verza, bi pa še to rekla, tale, recimo, danes obstajajo zelo dobri pisci sonetov, Brane Senegačnik je eden izmed njih, ki ga zelo spoštujem, tudi na Jesih, recimo. In pri njih so ti soneti popolnoma naravni, in so tudi odlični prevajalci sonetov. Moja oblika je zaenkrat ta, tudi kar sem prevajala rimanega, tudi sonete, je neizmerno veselje, ker je to se še drugače potem zapre pesem znotraj neke dane forme in doživiš še večje, lahko rečem, estetsko zadovoljstvo, ko to prevedeš ali prevedeš. Odprta oblika, se pravi temu se reče svobodni vers, ampak v resnici to ni svobodni vers. In o tem je tudi Denis Levertov veliko pisala. To je popolnoma jasno strukturiran vers. Ima čisto svojo logiko in recenzent lahko odkrije, kje si se ti znevil v tej logiki pesmi, če dobro gleda. Takih branja danes premalo, ampak tudi če vers ni logičen in nima določeno število verzov, rim, ritma, ima logiko, ki jo narekuje vsebina. In sama vidim, recimo pri drugem, tretjem branju, kje stvar ni skladna, pravzaprav kje forma ne sledi vsebini, tako da popravljam do nezavesti vejice in kje se konča vers in kje se prelomi vrstica in kjera bo vrstica samostojno stala. Tako, si pa želim, kdaj tudi kakšno tako zaprto, se pravi, te dane forme uporabiti. Zdaj sem eno uporabila, ko sem pisala za otroke. To je bilo pa striktno znotraj metrične forme, z rimami in ritmom in me dalo tudi zelo veliko veselja. Lahko pričakujemo torej bodoče tudi kakšno bolj ustaljeno obliko. Omenili smo že pesem, ki vsebuje elemente duhovnih tradicij, ne samo iz področja krščanstva, ampak tudi drugih. Ampak posebej se mi je vtisnila v spomin pesem Veščina vračanja, kjer imamo motiv izgubljenega sina, motiv vračanja, transformacije celo. Ta pot, to vračanje, ki smo ga danes večkrat omenili, definitivno zaznamuje celotno zbirko in to bo moje sklepno vprašanje. Tako, seveda potem, če ima kdo z publike tudi kakšno repliko ali vprašanje, lepo dobrodošli, preden zaključimo. Tukaj imamo torej ta motiv transformacije, pa me zanima, ali je po vašem mnenju poezija tista, ki lahko zgradi boljši svet, transformira svet in človeka v njem. To bom pa še morala razmisliti v življenju. Da smo mogoče lahko pesem, ki jo preberemo, v določenem trenutku življenja se nas v tolikšni meri dotakne, da nas spremeni. Mislite, da ima poezija to moč? Jaz bi rekla, da nas osvetli, da ima moč, da razširimo zavest in opazimo stvari v sebi, v svetu, svoje esence, bi rekli Jungovci, ki jih prej nismo. In sicer ne na način razlaganja, ali pa pojasnjevanja, ali pa argumentiranja, ali pa diagnosticiranja, ampak tako, kot samo umetnost zna in sicer tako, da pokaže. Borges, ki je bil velik ljubitelj knjig in pisec in esejist in vse,
ker so podani kot argumenti. Poezija pa tista, ki samo pokaže, namigne in kar to naredi na tak način, ustvari v domišljiji bralca, človeka, neke vrste gostoljubje. Ti si pripravljen to sprejeti. Jaz mislim, da danes vemo o sebi in o svetu zelo veliko. Če bi te informacije mi zares vedeli ne samo z akumuliranjem podatkov, ampak s celostnim vedenjem, tako da postane to del našega organizma, tudi našega vedenja v končni fazi, bi boljše živeli. Tako da poezija in umetnost nasploh, če je taka, ki je nastala iz tega pristnega vzgiba, če je kvalitetna, če je dobra, lahko mehča te naše toge, sodbe in predstave, širi prostor zavesti. Zdaj, če bomo pa zaradi tega boljši ali ne, to je pa pomeni druga sfera. Aristotel bi rekel, to je že stvar volje. Ali bo človek potem to uporabil, da bo deloval v smer dobrega ali slabega, to pa ne veš več. Ampak dati pa možnost, da vidiš več. Hvala lepa. V nadaljevanju bomo seveda besedo prepustili poeziji. Miljana Cunta je za nas pripravila par pesmi, ki jih bo prebrala, ampak še prej predlagam še en glasbeni vložek. Danes sta z nami učenca glasbene šole Nova Gorica. Uvodoma je bil to Marcel Berce, sedaj se pa nam pridružuje Gaja Koglot, ki nam bo predstavila preludi v E-molu. Oba učenca mentorira profesor Matjaž Remec, ki je moj mrzli bratranec.
Brala bom tiste, ki znam praktično na pamet, ker sem pozabila očala doma. Tiste, ki jih običajno berem. In bom začela kar z beletkami. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Mesto v kanalih se umirja, še do pred kratkim razigrani prizori popoldneva, hahljavi na razburkani gladini vode, postajajo slike, hipoma zresnjeni obrazi nastopajočih po zaključku predstave. Vlečemo se, utrujeni od tolikšne lepote. Napadla nas je že zjutraj na trgu Santa Lucia, nas preganjala po tesnih ulicah med somnambulno nagnjenimi pročeli hiš, nas razorožila pred razkošjem zadnje večerje in nas na Rialto naposled zajela kot neznana vrtoglavica. Stopnice so se začele raztegovati in stiskati kot harmonika, pod maskami maske, pahljača možnosti in zemljevid, ki ni več odražal prvotnega kraja. Pozabili smo na točko vstopa in začeli posnemati igralce, se sprenevedali in odlašali, brisali sledi, bili nekdo drug. Šele proti večeru, ko nas je mesto, naveličano ponavljanja in otročje vzhičenosti obiskovalcev izpljunilo na obrobje, smo razumeli, da smo bili samo statisti v ponovitvi privida. Zdaj se vračamo, bolj po nareku kot zaradi lastnih zaslug, in pogledi čez ramo so pogledi sanjavcev, zasačeni sredi predaje, rahle osramočeni, rahle prevzeti, še vedno razpeti med svetovoma. Druga pesem ima naslov Podloga. Nadahnila pa jo je misel, stavek moje none Ade, ki ga je velikokrat ponavljala, vsakič, ko je ugotovila, da stvari niso tako zašite, kot bi morali biti, kot odlična šivilja, in se glasi, tukaj je tudi napisano v knjigi, vsaka prava obleka ima dobro podlogo. Podloga. Kroj enak prvemu, z nekaj prilagoditvami, da se prileže rezu glavnega izdelka nad njim in telesu pod njim, skriti dvojnik, pod videzom tih odmev. Zvesti zaveznik poleti hladi, po zimi greje, nevidni regulator blaži občutljivost kože, če ima glavni kroj veliko šivov, ki dražijo. Odblesk razkošja sredi revščine, vezivo med notranjim in zunanjim privid. Pod težko pletenino sveže varovanje, pod prosojno tkanino diskretno varovalo, sramežljiv obstred golote iz drugih časov, vsiljivec v dobi hitrih vremen. In sproščenosti, ki skriva brezbrižnost do neskladij. Ponižni posrednik, ki zapolnjuje nevidno vrzel stvarstva, neopaženo in precizno, z diskretnostjo stare skrbnice hiše, ki vsak večer preveri, ali je vse na svojem mestu. Tretja je pa iz Ljubljane. Navdih je prišel iz sosednjega stopnišča. Naslov je Pilot. V sosednjem stopnišču živi pilot. Kot bi bil eden izmed nas, ureja okolico, nakupuje, ob nedeljah čisti avto, ima družino in nekaj časa zase. A v nekem trenutku izgine, kot bi se pogreznil v zemljo in vrsto dni ga ni na spregled. Nihče nikdar ne ve, sredi katere noči vzleti in kam. Nihče, kdaj bo spet nazaj. Vsakeč znova zastavljeno vprašanje nas bega in vznemirja, zato si zamišljamo, ugibamo, kako je vstopiti v začasno bivališče, pustiti za seboj tla in se dvigniti do zvezd.
biti varuh tolikih življenj, spominov, sanj, želja, jih v zraku ohraniti v zavidljivem ravnotežju, ne pustiti, da se kdaj nagnejo v smer strahu. Sam, sredi izpraznjenega neba, držati smer. V gosti noči, ko večina mirno spi, razbirati zračne hodnike, omotanje v zlato runo zvest, prepoznati nevidni smerokaz in se držati svetlih cest, utišati srce sredi turbulenc, ne trzniti med vodnim padanjem navzdol, strastno zaupati v milosten dvig in v nekem trenutku napovedati nepredstavljiv mraz, vrtoglavo višino in koordinate nekega drugega prostora in časa, hladnokrvno in spokojno, kot nekdo, ki razume jezik sanj. Daleč zadaj, če je sploh še kje, nek dom, med začetkom in koncem vse možnosti odprte. Poljubnost izobilja, razen misli na pristanek in te dlani, ki pridržuje vse, kar se počasi zlaga v pot. Kako je gibati se dostojanstveno, kljub teži plovila predano in lahkotno in naposled, ko se na skrajnem robu modrine zasveti kopno, oddahniti si. Kot takrat, ko v posebej blagih večerih pripotuje pesem z enega na drugi breg, cela. In zadnja pesem je pesem, ki je dala delovni naslov te zbirke. Cela ta zbirka je nastajala pod tem naslovom, dokler se ni zgodil preobrat, tudi pred koncem in se je pojavila tale televizionarska formulacija. Naslov te pesme pa je Veščina vračanja. Samo na videz se naveličaš, samo zdi se, da je zastarela, samo pravijo, da se je izpela prva pesem. Tu je prelepo, da bi jo slišal. Vrhovi na desni so vzletišča drznih, burja se razkazuje v krošnji hrasta in grozdje. Še malo in pozabil boš, omotičen od zahodnega sonca, ki nevarno spava. A za prostost, ki jo sveži obraz, je potrebna veščina. Veščina vračanja. Vračanja tja, kjer so začetki. Zato greš naprej, skozi Vipavsko dolino naprej, proti nečemu spokojnemu, zadržano umaknjenemu in zavetnemu, sprijaznjenemu svojo neupadljivo lego, v varni razdalji do morja in stran od stredišča, naproti vsemu, kar je obtičalo v času, da bi te spominjalo, kot von prve med pomladmi, ko stopiš iz avta in se slike s poti umaknejo žarenju javorja. Hvala lepa. teh besedah sklepnih skoraj ne potrebujemo, ampak jih bom vseeno namenila. Miljana vam in seveda publiki. Hvala v prvi vrsti za tako čudovito zbirko. Hvala vam, ker ste bili tako čudovita publika. Želim vam poezije vsak dan na pretek, tako in drugače. Spreminja življenja, spreminja razmišljanje in spreminja tudi naš svet počasi. Gotovo. Srečno.